življenjsko usodo povezujeta rojstvo in smrt. Vmes pa je speljana življenjska pot, ki jo vsak človek oblikuje sam in jo na koncu tudi zaključi. Človek živi to svoje življenje in se trudi, da kdaj doreče misel, stavek, svojo besedo, stori kaj lepega, kaj dobrega. Včasih mu uspe, včasih ne. Vsakdo nosi svojo skrivnost v očeh, na ustnah, v srcu. Neki dan pride zadnji dan, ko nam za vselej zapre oči. Potem ostanejo le še spomini. In dobroto drug drugega čutimo brez besed in je zapisana v nas za dolgo, za vedno. Kot listi na drevesu smo, vzklijemo, vzbrstimo, se v vetru majemo, na soncu pordečimo. V nevihtah zatrepečemo, se po noči umirimo. Ko pride čas za nas, odpademo. Eni na pomlad že, drugi na zimo. V najbolj bleščavem času, ko smo praznovali Odrešenikovo rojstvo, je prestajal svoj križev pot zadnjih dni spoštovani Nacko, kakor ste gospoda Ignaca Marinka vsi najraje klicali. Tako, nenadoma se je dopolnil njegov čas, sredi koraka v novo leto, ki bo menda, tako pravijo, lepše. Čeprav mu življenje ni prizaneslo z doto preizkušenj, je bil vedno optimist, vedno poln načrtov, ciljev, z ogromno zalogo veselja do življenja. V to božjo lepoto bivanja je bil rojen 27. januarja 1953. Sestro Milko, dvojčico, sta bila rojena na koncu četice 10 otrok. Dopolnila sta komaj 10 let, ko je umrl oče Anton. In za družino so se začeli še težji časi, velikokrat napolnjeni z jokom. Mama Frančiška, rojena Seliškar, se je še bolj predala otrokom in v ljubezni do narave in Boga vzgajala otroke k delu, odgovornosti in k molitvi. Danes si izjemno težko predstavljamo tiste skromne čase, ko se je še vse delalo ročno, počasi, iz katerih so vendarle išli pridni in ustvarjalni ljudje. Nikoli jim ni bilo nič pretežko in kar je bilo potrebno opraviti, so neumorno postorili. Tudi spoštovani Nacko je spadal med prav take ljudi. Že po osnovni šoli se je zaposlil pri mojstru gospodu Franciju Setnikarju v osrednji vasi pri Polhovem Gradcu in pri njem oddelal vso delovno dobo. Ne le, da je bil zvest in zanesljiv, bil je tudi zelo marljiv in dober delavec. Ja, nikoli mu ni bilo nič pretežko. Tudi ko se je vrnil po napornem delovniku domov, je poprijel za vsako delo. Ko so sestre in bratje odšli od doma na svoje, sta z mamo še dolgo skrbela drug za drugega. Ko je ostal sam, je začel skrbeti še za vrt in ga ohranjal v cvetju, kot da mama ne bi nikoli odšla. Ves čas je brkljal po in okoli hiše, pospravljal in skrbel, da je bilo vse na svojem mestu. Nikoli se ni z oblikovanjem vtikal v življenje drugih. Pazil je, da ne bi nikogar prizadel. Znal je prav toplo in srčno stisniti roko, tako prijateljem, sorodnikom, kakor tudi sovaščanom. Brez velikih besed je rad vsakomur pomagal. Z veseljem je poklepetal z nečaki
in podelil dnevne novice z brati in sestrami. Že kot mlad fant je vstopil v gasilske vrste prostovoljnega gasilskega društva Vnanje Gorice. Sprva zaradi družbe in prijateljev, kasneje pa je začutil pomen, da gasilec ni le hobi, pač pa odgovornost do bližnjega, pomagati mu v vsakem trenutku. Bil je nepogrešljiv pri akcijah, ki so se dogajale v društvu, kot so obnova gasilskega doma. Sodeloval je pri pripravi prireditev in proslav ter velikokrat pospremil svoje sotovariše gasilce na zadnji poti. Pred leti se mu je zgodila nesreča, ki je spremenila in otežila tok njegovega življenja. Pred 6 leti je sprejel prepotrebno pomoč in novo domovanje v domu starejših občanov Notranje Gorice. V torek, 28. decembra, se je njegov čas dopolnil in mirno je zaspal. Dovolite, da ta nagovor zaključim z verzi patra Jakoba. Na koncu si tisto, kar si že od nekdaj bil, kar te zaznamuje, tisto, česar ne moreš spremeniti, česar ne moreš zapraviti, čemur ne moreš ubežati. Na koncu pripadaš Bogu. Na koncu je življenje brez konca. Spoštovani gospod Ignac, naj si vaše srce nebeške miru odpočije. V imenu Otca in Sina in Svetega Duha. Dragi svojci in vsi navzoči, Kristus križani in od mrtvih vstali nas vabi. Pridite k meni vsi, ki ste žalostni, in jaz vas bom potolažil.